cepljeni v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, domovih upokojencev? Hvala za vprašanje. Zdaj, seveda v Sloveniji si prizadevamo za to, da opolnomočimo ljudi, da ljudje razumejo pomen cepljenja in seveda, če enkrat to polno razumeš, potem ob družbeni odgovornosti verjamem, da ni problem oziroma težka odločitev, ali cepljenje ja ali cepljenje ne. Tako da v teh dneh probamo aktivirati vse deležnike v družbi, da se čim bolj aktivno vključijo v samo cepljenje. Tako smo v teh dneh govorili s predstavniki študentov, medicinskih fakultet, ki se bodo udeležili v promocijo, pa tudi z predstavniki Rdečega križa, potem s predstavniki lokalnih skupnosti, samimi zdravstvenimi domovi, bolnišnicami, tako da čim bolj široko pristopimo in dejansko pridemo do vsakega prebivalca, si vzamemo čez njega in mu seveda omogočimo, da pridobi informacije, na podlagi katerih se bo lahko odločil za cepljenje. Da bi bilo to obvezno? Tisto, kar je pomembneje, je, da zagotovimo varnost. Varnost vseh državljanov, zato se mi zdi smiselno, da bomo čim širše postopno pričeli uvajati sistem PCT, se pravi prebolel, cepljen ali testiran, in to je tista, bom rekel, neka družbena zaveza, ki nam vsem daje vedenje, da smo odgovorni in hkrati skrbimo drug za drugega. Pa ne gre za diskriminacijo zdravih? Nikakor ne gre za diskriminacijo zdravih, ker vsak zdrav je potencialni bolnik in če hočemo njega zaščititi, moramo seveda gledati najširše, se pravi preprečiti kakršnikoli prenos in okužbo in seveda to je možno samo v uveljavljanju oziroma striktnem izvajanju pravila PCT. Ampak tudi po PCT-ju je možno zboleti. Ko si enkrat cepljen, v Sloveniji je cepljenih preko 800 tisoč ljudi, imamo sedaj potrjenih ponovnih okužb nekaj manj kot 400. To pomeni, da skoraj ni verjetno, da zboliš. Tisti, ki pa so zboleli, so pa zboleli z blago obliko. Tako da z tega vidika je seveda jasno utemeljeno, zakaj je cepljenje potrebno, kakšne prednosti cepljenje prinaša in seveda edino tako bo tudi mogoče, da bo naša družba široko odprta, da bodo turistične destinacije brez ovir odprte, da bo gospodarstvo laufalo, da bodo šole odprte, da se ne bomo pogovarjali o duševnih stiskih mladih in otrok, temveč da bomo živeli čim bolj podobno, kot smo živeli pred epidemijo. Gospod minister, COVID potrdila evropska, zakaj še ni v nabiralnikih, kje se je zataknilo? COVID potrdila se tiskajo, pred nekaj minutami sem govoril z direktorjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Samo izvedba se izvaja preko Pošte Slovenije, tako da stvari tečejo in bodo bom rekel, ne bom zdaj rekel zjutraj ali kdaj v nabiralniku, vendar stvar je aktivna, teče. Tudi sam sem pred to novinarsko konferenco preveril pri direktorju in mi zagotovil, da stvari tečejo in da bodo. Danes obsela POL-TV, kakšna je vaš odgovor na vprašanje v zvezi z ukinjanjem klicnih centrov? Kje bodo lahko res dati informacije? Z ukinjanjem klicnega centra vlade se seveda odgovornost prenaša na resorna ministrstva. Tako da vse vezano na posamezni resor državljani oziroma prebivalci Slovenije dobijo na resornem ministrstvu oziroma inštitucijah, ki pokrivajo ta področja pri resornih ministrstvih. In še vprašanje o cepivu AstraZeneca v Madžarskem, kako je z potekom roka uporabe, koliko je teh cepiv, so še morda katera druga cepiva tik pred potekom roka? Za samo distribucijo seveda skrbi Nacionalni inštitut za javno zdravje, tako da Nacionalni inštitut skrbno bedi nad temu in jaz verjamem, da vkolikor bi se izkazalo, da kakršnakoli cepiva je potrebno oddati, morda tudi drugim državam v pomoč, verjamem, da tukaj ne bi smeli biti nobenega problema in bomo proaktivni, da to preprečimo, se pravi, da bi kakršnakoli cepiva eventualno zapadla oziroma zapadel njihov rok veljavnosti. Koliko denarja dobi urgentni center Ptuj? Urgentni center Ptuj oziroma investicija bo v skupni vrednosti nekaj več kot 6,5 milijona evrov. Od tega bo vlada oziroma država zagotovila 4,4 milijona evrov, 3,4 milijona direktno iz proračuna, slab milijon evrov pa se pridejo tudi z prodajo nepremičnin tukaj neposredno v bolnišnici. Kaj je pritehtalo, da je tokrat vendarle vlada pridala prihajajoči vir sredstev?
Dejstvo je, da Vlada Republike Slovenije je zavezana ljudem in ker je prepoznan problem izvajanja urgentne službe zaradi zadostnosti infrastrukture, je seveda nujno, da je dobilo Ministrstvo za zdravje nalogo, da za vlado pripravi ustrezno gradivo, Ministrstvo za finance, da preveri, kako lahko zagotovi zadostna sredstva in vsi skupaj z vodstvom bolnišnice, to moram poudariti, smo dosegli ta korak. Če je konsens, če se deležniki pogovarjajo in če se tudi slišijo, potem ni zadržkov, da najdemo rešitev. In to smo danes naredili. V primeru, da bo sredstev še vedno po objavi razpisa premalo, da bodo ponudbene vrednosti višje, kaj boste storili takrat? Glejte, v primeru javnih naročil in preseganja dogovorjenih vrednosti, so seveda jasni postopki, kaj in na kakšen način se lahko oziroma kdo mora zagotoviti dodatno oziroma potrebna sredstva in kaj se sploh v okviru javnih naročil sme, tako da tukaj ne vidim nobenih odstopanj oziroma težav pri izvedbi. Minister, morda še ta 60% precepljenost, cilj vaš, kaj boste storili, da bi ga vendarle dosegli? Prej ste že povedali nagovarjanje, ampak so še kakšni drugi vzvodi? Zagotovo je ključno to, da se vsi skupaj izobrazimo, da je to pomembno in da je to poleg ustavne pravice čiste vode najpomembnejši javno-zdravstveni ukrep. Žal smo v preteklih letih premalo vlagali na ta ukrep, kajti vemo, da v Sloveniji smo bili za gripo precepljeni 4-6%, da na primer v nekih drugih državah pa ni bil noben problem doseči 50-70% precepljenosti. In zdaj narediti ta razkorak na hitro je seveda velik izziv. In en tak velik izziv ne more narediti en sam minister, ne more narediti ena vlada, ampak moramo narediti vsi skupaj. To je projekt naš ljudi, nas Slovencev. Najlepša hvala za vprašanje. Minister ima danes še dve